ustvarili smo področje, ki ga ni bilo. Na tem področju se je ustvarilo okrog 1000 delovnih razmerij. Ne bom rekla, da so to zaposlitve, nekatere so, druge pa ponavadi niso, ampak za mnoge mlade ljudi je to možnost, da vstopijo, da se izrazijo in da vstopijo na trg dela in da so deležni nekega mentoriranja, so deležni nekega priznanja. Hkrati je pa to možnost tudi za vse starejše ljudi, da tisto, kar nosijo v sebi, tisto ogromno znanje, ki ga imajo, to vidimo na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, da prenesejo bodisi v prostovoljno delo, bodisi v neko delo v družini. Jaz imam recimo študente, ki prihajajo v študijski krožek transakcijske analize, delajo potem na linijah za samopomoč, pomagajo posameznim ljudem. So restavratorji, ki restavrirajo gradove, so kulturni mediatorji, ki delujejo v muzejih in opravijo zelo veliko dela. So vrtni prostovoljci. To so vse naši študentje, ki pridobivajo znanje, to znanje pa potem je silno pomembno, da ga tudi uporabijo in da imajo to priložnost. In Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje te priložnosti ustvarja. To se pravi, da ne gre samo za izobraževanje in za razvijanje tega področja, tudi teoretično seveda, ampak gre za to, da mi ustvarjamo tiste možnosti v družbi, ki so starejšemu človeku potrebne, ali mi mislimo, da so potrebne, ali so nam oni povedali, da so potrebne. Ja, jaz bi mislila, da si je vredno prizadevati za to, da znova začnemo gojiti občutek za skupnost na prvem mestu. Ker mislim, da ni prav, da mislimo, da lahko svojo pot gradimo na račun drugega človeka. Mi lahko gradimo svojo pot samo s pomočjo drugega človeka. To je eno sporočilo, seveda ustvarjanje občutka za skupnost traja zelo, zelo dolgo. Mislim, da je znanje potrebno. Mislim, da je vsekakor nenehno učenje potrebno, kajti svet se spreminja in mi se spreminjamo z njim. In kdor ni v tem procesu nenehnega učenja, pač ostane na družbenem robu. Potem pa seveda moje priporočilo bi bilo medsebojno spoštovanje. Zgodilo se nam je, da pravzaprav odkar recimo zasebnost prodira v javno sfero, mi več ne vemo, do kakšne mere se lahko človeku približamo ali ne, in tu zgubljamo to medsebojno spoštovanje. To je meni pravzaprav ena najtežjih stvari.